Zadnjič se nam je pri volanu zgodilo nekaj zelo sumljivega. Na testu smo imeli M6 Cabrio, Anže ga je imel, in vsi materiali, kjer on govori pred kamero, so čudežno izginili. Ne vem, če je bil to ravno nesrečni slučaj. Po mojem se je on lepo elegantno izgovoril in si z avtomobilom dal duška, ker 560 konjev in odprte strehe pač nima vsak dan na razpolago. No, zato pa bom jaz zdaj popravil vtis in o avtomobilu tudi kaj povedal. Ampak malo, ker je dan kratek, avtomobil pa premalo časa na voljo. Ja, škoda. Ampak še bolj škoda po mojem je pa to, da ga pri nas nikjer ne morem pritisniti. S tovarniško odstranjeno blokado gre namreč 305 km/h. Ampak tega raje ne kažem na televiziji. Gran Coupe je v bistvu ogromen avtomobil. Dolžino, da se razume. Od M5 je še za 10 cm daljši, več kot 5 metrov je dolg, malenkost je širši in za slab centimeter nižji, zato je tako eleganten. Kljub temu, da je celo za 5 kg težji, ima za 0,2 boljši pospešek do 100 km/h. Ne vem sicer zakaj, ker ima menjalnik enaka prestavna razmerja, ampak bo že tako. V 4,2 sekunde se z mesta izstreli do stotice. Na poprečno porabo 9,9 litra naj pri BMW-ju kar pozabijo. Trenutno je okoli 16, pa se sploh ne vozim kaj dosti hitro, ampak saj je logično, če je toliko moči. Navora je v vsakem trenutku po zaslugi dveh turbin toliko, da na večini naših cest sploh ne potegne. Poglejte zakaj. Tale lučka stalno utripa in ne pusti, da bi se kolesi zadaj zavrteli v prazno, ker je asfalt tako spolzek. No, ko enkrat uspe pridivjati do tretje, je pa itak že presegel avtocestno omejitev. To je res dober občutek, ko veš, da bo konkretno potegnil v vsakem trenutku. Menjalnik je hiter kot strela. Takoj prestavi. Moti me edino, da tako dolgo rabi, ko se premikaš na mestu, na primer med parkiranjem. In navara cuka pri speljevanju, tako kot vsi dvosklopčni menjalniki pač. Zaradi dolge medosne razdalje izjemno stabilno sledi dolgim ovinkom, skoraj nič ga ne zmoti. Na kratkih serpentinah pa pač ni doma. Enostavno prevelik. S tem vam lahko tudi lepo razložim, da tole ni ravno športen, ampak izjemno hiter in predvsem pozerski avto. S tole noro barvo stane 195 000 evrov, tako da bo precej redek pri nas. Res je dobro narejen. Na volanu s hidravličnim servom je občutek zelo dober, ampak če avto tehta prazen skoraj 2 toni, pomeni, da bodo gume komaj grabile v hitrih ovinkih in da morata biti spredaj konkretna diska, velika kar 400 mm in karbonska, da se M6 sploh spodobno ustavi. Sam je zverina.